Izjemna prireditev, 57. rojstni dan Radia Gorenc, ste veseli? Ja, sem zelo vesel, seveda pri prireditvah gre lahko marsikera stvar narobe, zato priznam, da jaz ponavadi, ko mi rečejo, dobro se zabavite, rečem, jaz se bom zabaval takrat, ko bo zadnja minuta uspešno zaključena. Hvala Bogu, je šlo vse po sreči in sem zadovoljen zelo, ja. Vsi izvajalci so ubrano peli, tudi najpolko smo dobili. Smo dobili v letošnjem letu, bi skoraj lahko rekel, mi je žal, da ne morejo biti 3 prva mesta. Zdi se mi, da je bil izbor fenomenalen. Še sreča, da nam ni bilo treba odločati, da so namesto nas odločali poslušalci s svojimi glasovi. Leto se nekako zaključuje, vaš 57. rojstni dan ga ob koncu leta zaznamuje. Česa si pa želite v letu, ki prihaja? No, tako kot vsako leto si seveda želimo, da bi nam ostali v prvi vrsti poslušalci zvesti še naprej, zaradi njih se trudimo, to je naša motivacija. Če imamo pač zveste poslušalce, nekako potlej tudi ostali uspehi pridejo po sebi. Je vse lažje. Kakšen radio pa želi biti Radio Gorenc? Radio Gorenc predvsem želi ostati še naprej optimističen radio, to nas razlikuje od marskerih drugih medijev, tudi radio, konec koncev, tudi naš glasbeni zbor je znam potem, da tudi če so kakšne melodije lepe in morda naredimo krivico, če pojejo o boleznih, o starosti, o težavah ljubezenskih, jih z zelo veliko verjetnostjo pri nas ne bomo vrteli, ker naj bi bili prepoznavni ravno potem, da kadarkoli poslušalci preklopijo na Radio Gorenc, da vlivamo optimizem, dobro voljo, hitrejše tempo in seveda je potem tudi vsakoga od nas življenje lažje in bolj srečno naprej. Torej širite veselje še naprej. Širimo veselje še naprej, ja. Najlepše želje v svojem slavnostnem nagovoru radio zaželel tudi tržiški župan. Pisalo se je leto 1962. Bil je spoštovan dan, tako kot danes, dan Republike. Ljubljano je pripeljal z Vrhnike prvi električni vlak. Tržičan in tržičanke smo pa to novico zvedeli od svojega lokalnega radia. In tak, kot je bil ustanovljen leta 1962, je Radio Gorenc ostal do danes. Bil je inovativen, zanimiv, informativen. Radio, ki je še vedno blizu in ob ljudeh. Radijska postaja, ki jo niso ne kupile multinacionalke, tajkuni ali kdo tretji, ampak radio, ki ima v studiu še zmeraj nasmejane, dobrovoljne ljudi. Ni radijska postaja, tako kot večina slovenskih, ki jo obvladujejo računalniki, avtomati, strici iz ozadja in še kdo. Enostavno ostal je tak blizu ljudem. Jaz vam čestitam kot ekipi za 57. rojstni dan, samo tisti, ki so res džeki, si upajo, da na rojstni dan povabijo 2000 obiskovalk in obiskovalcev. Veseli in ponosni smo, ker ste tle. Dajmo vsi skupaj, majmo se fajn, širimo veselje še naprej. Srečno na Gorenca! V zabavnem programu so nastopili mnogi znani slovenski glasbeniki in humoristi. Še posebej velik aplavz pa je bil namenjen Modrijanom. Izbrali so tudi najpolko Gorenca in poklonili naložbeno zlato. Predstavili pa so tudi nov radijski videospot.